Komentar pobudnik peticije proti cenzuri Matej Šurc. Evropa je lepa, spoštljiva gospa, ki na vsakih 6 mesecev dobi drugega spremljevalca. Ti gospodje so običajno pozorni, vljudni in potrpežljivi. Najdejo se tudi tečnobe, ki druženje z Evropo jemljejo rutinsko, celo kot breme, zaradi obveznosti doma v družini. Na vrsto pa zdaj prihaja nov partner, ki se je šele pred kratkim preselil v sosesko, v kateri živi Evropa. In kdo je ta novi spremljevalec? Že kot otrok je med igro v peskovniku vedno hotel biti glavni. Če mu ni uspelo, je jokal. Ko je v izložbi videl plastične oklepnike, je tulil in cepetal z nogami tako dolgo, dokler nemočni starši niso popustili. Tiste, ki se z njim niso šli vojske, je nahrulil, češ da so izdajalci. S fračo je rad streljal živali. Če pa je v hrbet zadel človeka, je ta, ko se je obrnil, pred seboj zagledal nedolžno, čustveno prizadeto bitje. Ko so ga oblasti nekoč neupravičeno zaprle, je večina njegovih rojakov protestirala in bil je izpuščen. Ta fant je potem zrasel v spoštovanega gospoda, a še naprej je brcal tiste, ki so mu bili na poti, in zdaj mu je dano zgodovinsko srečanje z gospo Evropo. Toda tik pred vstopom v Evropsko hišo z grozo opazi, da je skupina rojakov, med njimi tudi tisti, ki so ga nekoč reševali iz zapora, na pročelje pravkar napisala žlehtnoba. Takoj se mu po licih razlijajo solze, z levico si brise nos, z desnico pa si na sence nastavi pištolo. Zraven kriči, da bo sprožil, če takoj ne zbrišajo besede žlehtnoba. Na dvorišču se zbirajo ljudje in sprašujejo, čemu ta hrup. Evropa med tem v zadregi gleda skozi okno, nihče pa ne ve, da je gospodova pištola prazna. Zgodba je seveda izmišljena, vsaka podobnost s predsednikom vlade, z novinarsko peticijo in s predsedovanjem Evropski uniji je zgolj naključna.